Ta teden nova letalska povezava z Luksemburgom, konec meseca še s Skopjem, a to še ne pomeni, da je letalska povezljivost Slovenije dobra. Nasprotno, Slovenija ima eno najslabših stopenj okrevanja letalskega prometa po pandemiji COVID-19. Veliko Slovencev raje kot ljubljansko izbere okoliška letališča, tudi zagrebškega. Zanimanje tujih letalskih prevoznikov, da bi leteli z Brnika, pa skoraj da ni. Brigita Potočnik. Zagrebško letališče, torek popoldne. Veliko ljudi, pravkar se je iz Ljubljane pripeljala skupina Slovencev. Na Japonsko. Ja. Zakaj ne z ljubljanskega letališča? Nekako so najdla najboljšo opcijo povezljivosti Zagreb, potem Doha in Doha Tokio. No? Pa na letališču na Brniku. Velike destinacije bi si še želeli, ja. Predvsem na večje letališče, več večjih letališč v Evropi. Slaba povezljivost je razlog, da potniki odhajajo na bližnja letališča, v Trst, Benetke, na Dunaj, tudi v Zagreb. Slovencev, ki potujejo prek zagrebškega letališča, ki je od ljubljanskega oddaljeno samo 150 km, pa je vsako leto več. Letos jih pričakujejo približno 200 000. Z ljubljanskega letališča je mogoče trenutno leteti na 22 destinacij z 19 letalskimi družbami. Za primerjavo. Iz Zagreba skoraj 3-krat več destinacij, 61 z 22 prevozniki. Temu primerne so razlike v številu potnikov. Last year we have handled more than 3,100,000 passengers, and this year we expect to start to approximately 3,700,000 passengers. Kar je 3-krat več kot na ljubljanskem. Do konca leta načrtujemo, da bo prek ljubljanskega letališča potovalo nekaj več kot 1,2 milijona potnikov, kar je 30% več v primerjavi z lani. A lani so na Brniku zabeležili največji upad letalskega potniškega prometa med vsemi državami, članicami Evropske unije. Nimamo zdomskega prometa, nimamo zaledja množičnega turizma in pa smo bistveno manjši trg. Poleg tega še propad Adrije. Se pa povezljivost izboljšuje. Napovedani sta povezavi s Skopjem in Rigo. Dogodek tedna je bil na Brniku prvi prihod letala Luxera. Nova letalska linija Ljubljana-Luksemburg, novo okno v svet. A želeli bi si jih več. Letalski prevozniki pa se za Slovenijo ravno ne tepejo. Nizkocenovnik Ryanair je denimo raje kot Ljubljano izbral Zagreb. Unfortunately, Ljubljana's costs are too high. We're always open to having a sensible conversation with the Ljubljana team. Our door is always open, but there are many opportunities for Ryanair across Europe. Nemški upravljavec ljubljanskega letališča Fraport pa naše cene so primerljive z okoliškimi letališči. Sicer pa res nima vpliva na ceno goriva in pristojbine kontrole zračnega prometa. Kar se cena goriva tiče, vlada, torej ministrstvo njo direktno ne vpliva, tu so tudi evropske regulative, kar se pa pristojbine tiče, ki ste jo omenili, pa bomo to preučili. 16,8 milijona evrov iz državnega proračuna naj bi rešilo problem slabe povezljivosti, a na 2 doslej objavljena javna razpisa so se prijavili samo 3 prevozniki. Luxer, prvi izbran, po naslednjih 2 letih dobil do 260 000 evrov. Novi razpis bo objavljen konec oktobra. V Sloveniji imamo veliko mladih.